Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, o čem smo pretekli teden brskali po internetu. No, tokrat je bila novica številka 1, prošnja avtomobilskih proizvajalcev po državnih pomočeh, da države pomagajo rešiti posledice korona krize. Zveza evropskih avtomobilskih proizvajalcev ACEA je seštela skupne izgube, ki so jih avtomobilski proizvajalci utrpeli v prvem valu koronske krize. Ampak glede na to, da smo ravnokar vstopili v obdobje, ko lahko takole brez maske snemamo samo takole sami v avtomobilu, no, menimo, da bodo na koncu leta izgube še bistveno hujše. Ampak saj že do sedaj znani padec prodaje za četrtino lanske prodaje pomeni, da je COVID pandemic is the biggest single risk ever to face our industry. In koronska kriza je udarila ravno v času, ko se avtomobilska industrija sooča s pretransformacijo v neko novo, drugo električno dobo mobilnosti. In ta je seveda že samo po sebi zelo denarno potratna. The automobile industry supports the EU's long-term goal of achieving climate neutrality. We've already dedicated a large part of our annual €60.9 billion R&D budget to decarbonisation, investing heavily in low-emission technologies. But our investments alone will never be enough. The ambitious targets laid out by the Commission's new proposal will now require massive additional investments. The EU recovery plan should also be translated into concrete support measures, such as fleet renewal schemes to stimulate demand for low and zero-emission cars, trucks and other commercial vehicles. We call on policymakers, both in Brussels and in the member states, to step up their political and practical support. Let's not forget that a strong recovery of the automotive industry will lift the entire economy. Z drugimi besedami, kriza evropskih avtomobilskih proizvajalcev je kriza vseh nas državljanov Evrope. Težkih novic pa žal še ni konec. Japonski proizvajalec Takata, to je tisti proizvajalec, ki je s svojimi napakami na zračnih blazinah poskrbel za enega največjih upoklicev v zgodovini avtomobilizma. Po bankrotu je to svojo zapuščino predalo ameriškemu dobavitelju Joyson Safety Systems. To podjetje je zdaj v pregledu tega, kaj so dejansko kupili, zaznali tudi napake na sistemih na varnostnih pasovih. Kot poroča Nikkei, je japonsko ministrstvo že zaprosilo to podjetje, da jim preda vso dokumentacijo, hkrati pa je tudi že poslalo signal vsem avtomobilskim proizvajalcem, ki so kupili te varnostne pasove, da se pripravijo na morebitne nove vpoklice. Google Waymo je dobil dovoljenje, da ponuja samovozeče taksije v Phoenixu v Arizoni, podjetje Cruise pa je zdaj eno od 3 podjetij, ki se smejo voziti samodejno po Kaliforniji. Ampak zakaj je to novica? No, zato, ker je zdaj Cruise dobil dovoljenje tudi, da te svoje avtomobile, ki nimajo ne volanskega obroča, ne stopalk, pošlje na ulice San Francisca tudi brez varnostnega voznika, se pravi brez voznika, ki bi v primeru neke nepredvidene situacije stisnil tipko abort. Euro NCAP je preizkusil Volkswagen ID.3 in ta je postal prvi električni avto, ocenjen s 5 zvezdicami po zadnjih in bistveno bolj zaostrenih kriterijih. ID.3 pa je zdaj končno tudi uradno pripeljal v Slovenijo. Na voljo bodo 3 različne baterije. Najmanjša ima kapaciteto 45, srednja 58 in največja 77 kWh. No, ta zadnja naj bi po standardu WLTP zadoščala za kar 550 km z enim polnjenjem. Poleg električnega pogona model ID.3 ključno zaznamuje digitalizacija. No in notranjost je še nekoliko bolj minimalistična kot pri Golfu, ter seveda popolnoma veganska. Znamka Volkswagen je tukaj zastavila jasno pot, želi izdelati ogljično nevtralno vozilo, želi tudi uporabljati materiale, ki so skladni z našimi etičnimi, moralnimi predstavami in v to smer razvijamo avto. No, ID.3 smo že prevzeli v test, poročilo sledi v kar najkrajšem času. No, ampak konec novembra v Slovenijo prihaja tudi Golf GTI. No, prav zdaj pa so predstavili pri Volkswagenu tudi ostrejšega GTI-ja, tistega z oznako Club Sport. Ta ponuja okroglih 300 konjičev, ampak tisto, kar je zares zanimivo, je to, da v svojih voznih programih ponuja tudi
poseben vozni program za vožnjo po Nürburgringu. S tem voznim programom bodo kupci lahko poskusili izboljšati čas, ki ga je s predhodno generacijo Club Sporta dosegel Volkswagenov testni voznik Benjamin Leuchter. 7 minut in 49 sekund je tisti čas, ki ga morate preseči. Če vam bo uspelo, nam prosim povejte. Ampak uspelo pa je že recimo našim novinarskim kolegom iz redakcije Avtomotorov in športa. Namreč uspeli so prehiteti celo legendarnega dirkača Walterja Rölla. Recept je bil sila preprost. Usedli so se v bistveno modernejši in pa močnejši traktor. Ampak verjetno se boste strinjali z nami, da je tisti stari Röllov rdeči lepotec bistveno bolj simpatičen. Ampak rekordov še ni konec. Oliverja Webba je 15 GPS satelitov ujelo, ko je prekoračil najvišjo hitrost Bugattija Veyrona in Oliver Webb se takrat ni ustavil. Tako je na koncu dosegel hitrost kar 509 km/h in to s serijskim avtom. Hecno pri tem pa se zdi, da ima SSC Tuatara ime po sila počasnem kuščarju, ki je počasi in celo počasi raste, odraste šele pri 60 letih. Svet mobilnosti se je obrnil na glavo in eden od najbolj svežih dokazov za to je novi Hummer. Vsekakor je zdaj zelo pravi čas za predstaviti takšne sorte avtomobil, kajti takšni mačo terenci so prav zdaj v modi, sploh če sodimo po pompu, ki ga beležita v Ameriki Jeep Wrangler in pa Ford Bronco. Ampak dokaz, da se je svet obrnil na glavo, se v resnici skriva pod motornim pokrovom. Namreč novi orjak je električen. 745 kW, 15.600 Nm, 3 sekunde na 100. Najbolj pa avto impresionira štirikolesnim krmiljenjem. In to ne zmanjša le obračalnega kroga, ampak omogoča temu Hummerju, da se lahko pelje tudi kot rakovica. In prek kar 18 kamer lahko voznik to rakovičje premikanje med vožnjo celo spremlja na zaslonu v kabini. Udeležbo prvenstva Extreme E, kjer bodo dirkali z električnimi terenci, je pred kratkim potrdil slavni Lewis Hamilton. No, zdaj pa se je vključil še en dirkač Formule 1, Nico Rosberg. In prva avtomobilska znamka, ki bo imela ekipa v tem prvenstvu, je Cupra. Ampak glede na to, da bodo v tem prvenstvu vsi dirkalniki v osnovi enaki, dovoljene bodo samo modifikacije, no, menimo, da se bodo avtomobilski proizvajalci v tem prvenstvu pojavili šele takrat, ko bodo imeli možnosti za pravi boj. Se pravi, da bodo lahko pokazali svojo tehnično ekspertizo. In do takrat bo to prvenstvo Extreme E zgolj promocija trajnostnega bivanja na tej zemlji. V kotičku za multimodalno mobilnost pa vam tokrat pokažemo dansko inovativno čelado Newton Rider. Namreč ni trda in zato jo lahko pospravite kar v torbico. Ampak brez skrbi, v primeru udarca ta material, iz katerega je narejena, otrdi. In tu je inovativno kolo, je električno, je pametno, ima tudi pametno ključavnico, avtomatske luči pa lahko po zaslugi inovativnih koles svetijo povsem nizko. Ime mu je Rivo in če bo kampanja na Indiegogo uspela, ga bo izdeloval Beno iz Seattla. Slovenska agencija Reus je predstavila svoje podatke analize, ki je pokazala, da se veliko slovenskih kupcev, ki se zanima za alternativne, za električne avtomobile, na koncu vendarle odloči za klasično gnane avte, bencinske in dizelske. Hkrati je raziskava pokazala, da se je zelo zmanjšala razlika v porabi med dizelskimi in bencinskimi motorji. Bencinski motorji so svojo porabo bistveno znižali, dizelski pa so jo v praksi celo nekoliko povišali. No, v naših testih se to dejstvo kaže že skoraj da desetletje in menimo, da je ta novica lahko tudi prava iztočnica, da vas povabimo k ogledu enega od teh. Ponujamo vam jih tudi v obliki seznama predvajanja. Pa ste že naročeni na naš kanal? Tako bomo lahko skrbeli za vas, da boste vedno obveščeni o tem, kaj je novega v svetu avtomobilizma in mobilnosti nasploh. Sicer predlagamo, da kliknete na gumb naroči in pa zvonček poleg njega. Se vidimo!